Pozdravljeni v pregledu mesečnih športnih dogodkov gluhih. Pripravili smo vam pregled vseh pomembnih tekmovanj, zato vas vabimo, da ostanete z nami. Športna zveza gluhih Slovenije je imela 8. decembra redno sejo predsedstva. Razpravljali so o poročilih izvedenih športnih tekmovanj in dogodkov v letu 2012 na domači in mednarodni ravni ter o vsebinsko-finančnem načrtu in državnih prvenstvih v letu 2013. Izpeljali so volitve novega predsednika ŠZGS za preostanek mandata do konca leta 2013. Za novega predsednika ŠZGS je bil izbran Robert Žlajbah. Več o tem na zveza-gns.si. 18. decembra je potekala seja upravnega odbora Zveze za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski komite, kjer so na podlagi doseženih rezultatov zadnjih let izbrali in potrdili kandidate za udeležbo na olimpijskih igrah gluhih, ki bodo leta 2013 v Sofiji v Bolgariji. To sta košarkaška reprezentanca gluhih Slovenije in tenisač Marino Kegl. Bliža se prvo svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki bo od 23. februarja do 2. marca v Nesselwagnu v Nemčiji. Prijavilo se je 13 držav z vsega sveta. Našo zastavo bo zastopala naša edina predstavnica, mlada tekmovalka Anja Drev. V ekipi bodo njen trener Drago Drev, serviser Ivan Drev in Sabina Hmelina kot vodja ekipe. Zveza za šport invalidov Paraolimpijski komite je v četrtek 6. decembra v Kristalni palači s priznanji nagradila najboljše slovenske športnike v preteklem letu 2012. Med najboljšimi športniki invalidi sta atletinja Tatjana Majcen-Ljubič in strelec Franček Gorazd. Ekipni nagradi za leto 2012 sta šli v roke moški košarkarski reprezentanci gluhih ter ženski kegljaški ekipi slepih in slabovidnih. Ob 20. obletnici delovanja Športne zveze gluhih Slovenije so za najboljšo športnico leta izbrali smučarko Anjo Drev, najboljši športnik leta je postal tenisač Marino Kegl, ekipa leta pa košarkaška reprezentanca gluhih Slovenije. Profesor Lazar Kamenov, namestnik bolgarskega ministra za šport in kulturo, je izjavil, da je zelo vesel, da je bila Bolgarija izbrana za gostiteljico olimpijskih iger gluhih. Naši tekmovalci in tekmovalke so se decembra udeležili 3 tekem zimske orientacijske lige. Orientacijsko tekmo Ruski car je organiziral orientacijski klub Tivoli v Ljubljani. To je zimska liga in sicer 5. kolo v sprintu, ki je bila 15. decembra. Kategorije so bile razdeljene na A, B in C. Med slišečimi sta nastopila 2 gluha člana, Pavel in Marjana Rejec iz orientacijskega kluba Azimut. Trasa je potekala po mestnih parkih in urbanih območjih.
V skupini B sta osvojila 5. oziroma 10. mesto. Drugo tekmovanje je bilo 22. decembra v Vodicah. Tekli so v 6. zimski ligi po srednji progi. Organiziral ga je orientacijski klub Komenda. Naporne tekme so se udeležili tudi 4 gluhi. Nastopi so bili odlični, konkurenca pa močna. Gluhi so nastopili v solidni kategoriji B. Vladan Vukajlović je osvojil 10. mesto. Pavel Rejec je bil 13. Marjana Rejec je osvojila 20. mesto, Petra Šiler pa se je uvrstila 1 mesto za njo. V tej kategoriji je bilo skupno prijavljenih 30 orientacistov. Tretje tekmovanje je organiziral orientacijski klub Azimut, in sicer že tradicionalni božični nočni tek v Cerknem. Nastopila sta tudi 2 gluha tekača. Pavel Rejec je osvojil 6. mesto, Marjana Rejec pa je bila 10. Zimska liga 2012-2013 je zaključena. Poglejmo si uvrstitve gluhih v skupini B. Z oddajo Aktualni športni dogodki smo končali. Hvala za pozornost. Glejte nas spet prihodnji mesec. Nasvidenje.